Ja, super oblika in The Shape of You pa Ed Sheeran je bil tole. Nisem pa več sama v studiu. Jaz sem se, ne da sem šla v shopping center, v City Center Celje, ampak sem si City Center Celje pripeljala kar v studio. Z mano je že Nena, dobro jutro. Dobro jutro, dober dan. Ali Mislim, si da za še vse kaj dober dan. zaspan? Ne, smo kar obe dve dober dan, ne da. Tako je. In seveda tudi Snežana, dobro jutro tudi tebi. Dober dan. No, mi imamo jutro do 10, saj veš. Prav. Pa kavo pijete, tako da prva jutranja. Super. Wink, wink. Zdaj, City Center je praznično okrašen in Nena, nekaj velikega stoji pred glavnim vhodom. Kaj imate to, Jelenčka Rudolfa ali je to Rudolf Celjski? Rudolf Celjski, jaz mislim, da zdaj za po Celju že odmeva to ime, tako smo ga poimenovali in smo res ponosni na njega, kar 7 metrov visok, 700 kilogramov, 4300 let, lučke tamle, jaz mislim, da so ga že vsi opazili, pa en gospod mi je prišepnil, da mu vsak dan pomežikne, ko se pelje mimo. Tako da verjamem, da ste ga res vsi že opazili. Ja, res je. In dokdaj bo Rudolf Celjski pri nas? Do 3. januarja. Tako tudi celotna dekoracija zunaj in znotraj City Centra Celje, ker se vemo, januarja pa spet novi tempo in nove dogodivščine. To so pa že maškare. Ne, bolje najprej razprodaje, pusti, pa so pa že maškare, ja. Počasi. Ampak, da mi nekaj povej, a tega Jelenčka Rudolfa imamo samo mi ali je še kje? Samo mi v Evropi, edini v Sloveniji, edini v Evropi, najbližji nam je v Beogradu in pa še en v Dubaju. Tako da to je res atrakcija, ki je vredna ogleda. Vabimo celo Slovenijo, da pridejo k nam pred City Center, naredijo ta famozni selfie. Ja, to je taka instagramable točka, ampak teh instagramable točk imate po City Centru kar nekaj, če se ne motim. Ja, najvišja smrekca, 12 metrov visoka, na osrednjem prostoru, zagotovo privabi. In pa ena angelska krila so tam pri bazenu, če lahko usmerim vse naše poslušalce, da se tudi tam pofotkamo. No, vsaj enkrat lahko imam krila, ker drugače imam samo roge, pravijo. Nena, da mi nekaj povej. Zdaj, črni petek je za nami, razprodaje, nekatere so že za nami, nekatere še prihajajo. Ampak na osrednjem dogajanju v City Centru pa verjamem, da boste imeli sploh od današnjega dne naprej že pravo božičkovo tržnico. Ja, torej božično-novoletni sejem, tako kot ga mi poimenujemo, dejansko že poteka. Dodana vrednost po naših ulicah in osrednjem prostoru, se pravi tisto, kar ni v City Centru, pa za ta december dodamo, da imamo še več možnosti in idej za darila za smreko. Danes, ne spregledajte, Miklavž prihaja ob 18. uri, zraven njega pa Trkaj. Nekaj novega, darilca seveda za vse naše najmlajše, spet nekaj unikatnega, ne bom povedala, pridite, boste dobili. Nena je ful preveč skrivnostna. Ja, včasih moram biti, se smo rekli, drugo leto pride bazen. 18. decembra Božiček, se bo sprehajal po ulicah nakupovalnega centra in tam po 5. uri ga zagotovo srečate in tudi obdari vse naše najmlajše. Pa ne bom več skrivnostna, pa bom izdala to, kar še pa ni povedano, da prihaja tudi božični vlakec v City Center Celje. Tam na osrednjem prostoru imamo še nekaj prostora in vsi otroci od 2. do 10. leta se boste lahko vozili zastonj. Ja, božiček. A imamo kako ruto, kje se bo vse ta City Centrov vlakec? Samo na osrednjem prostoru bo en takšen krogec, elipsa narejena. Odlično. In tam se bomo vozili. Nena, sam nekaj. Se bo šlo na starost ali se bo šlo na velikost? Bom dala 1 meter zraven, pa bomo šli na velikost. Prosim, ker mogoče pa še jaz pridem zraven. Jaz se bom tudi malo pomanjšala, da sprobam prvo. No, jaz se pomanjšati ne nucam, ker tako malega človeka, ko sem jaz, skoraj da ni. Jaz bi se mogla malo zožati, pa pomanjšati. Ampak ja. Ampak se pravi, popestreno praznično dogajanje v City Centru Celje. Res je. Mogoče imaš podatek, koliko lučk ste letos prižgali v City Centru? 234 tisoč ali pa še kaj več, nekaj takega. Mislim, da je bila neka taka številka podana. Namreč letos, verjamem, da ste vsi to opazili, imamo novo preobleko, dekoracije znotraj in zunaj, pa nekje smo preštevali tam okrog 240-250 tisoč. Ja, pridni ste, Snežana, kar povej. Lahko prišepnem, smo pa zelo varčni. Ne? Ja, to pa smo varčni. Povej. To ledike in porabimo pravzaprav energije manj,
kakor poprečna slovenska družina, ki živi v hiši, recimo nekje polovično mesečne porabe, tako da s tem se lahko tudi pohvalimo. Ja, City Center je znan po tem, da je varčen od tega, da imate elektronske polnilnice oziroma električne polnilnice za avte, pa ni da ni stvari, tako da res sončna elektrarna. elektrarna. Pa tudi po noči dejansko takrat, ko pa že vsi spimo, tudi ugasnemo luči, tudi zunaj na fasadah, tudi zdaj, ko je dekoracija, se mi zdi prav, da tudi ta svetlobna onesnaženost, ne, skrbimo za njo. Absolutno. In ste pa skrbni tudi do otrok iz rejniških družin. O tem pa seveda potem, da si malo zdaj naredimo pauzice, spijemo še en požirek kave in potem seveda nadaljujemo. In smo že nazaj v studiu Radia Fantasy, kjer smo praznično obarvani in z nami seveda tudi City Center Celje. Nena, pozdravljena, in Snežana, tudi tebi pozdravček. Pozdravljeni. Pozdrav. Zdaj, midva sta povedala, da ste res že praznično obarvani v City Centru, kar lahko vidimo seveda tudi zunaj. Tako. In tudi notri. In ko smo že ravno praznično obarvani, pa imate vi tudi zdaj že zaključek ene akcije, pa katera bo povedala kaj več o akciji obdarovanja otrok iz rejniških družin? Vsaka malo, lahko jaz začnem. Namreč pri infotočki se nahaja tudi ena taka čudovita zlata smrečica z željami, rečemo, kjer so razstavljene risbice otrok iz rejniških družin. Evo, lahko pokažem, katero Tako. smo si izbrali mi kot Radio Fantasy. In nekoga bomo seveda usrečili s kotalkami. Risbice rišejo najmlajši otroci, se pravi stari med 5 pa 10. Ostalim City Center Celje prijazno vsako leto podari darilne bone desetak. Naj pa povem, da smo ponosni, da akcija traja že celih 17 let. Ja. Tradicija torej. Ja, sodelujemo zelo dobro s vsemi enotami Centrov za socialno delo, se pravi, to je Center za socialno delo Celje in Center za socialno delo Savinjsko-Šaleške regije. Tako da dejansko so vključeni vsi otroci v širši celjski regiji. 2500 v 17 letih. Otrok smo že obdarili, tako da to je tudi ena taka lepa številka. Pa letos je rekordno leto, ne? Ponosni smo na to in rekordno zakaj? Zato, ker smo, mislim, da v 4 dnevih, odkar smo dali risbice na to smrečico, dejansko so risbice pošle. Se pravi, vsi vi, ambasadori, ki nam sicer pomagate, da lahko to besedo tudi širimo v medije, so pa zadaj še seveda obiskovalci, zaposleni pri nas, vsi tisti, ki pridejo, risbico vzamejo in res obdarijo te otroke. Tako da 4 dni in risbic več ni bilo. No in evo, zdaj jaz vam tukaj napisam, da deklica po imenu Ksenija bo od nas dobila tudi kotalke. Jaz sem bila presenečena, da otroci zopet poznajo kotalke, ker lepo. Mi smo še iz časov, ko so bili bolj popularni rolerji, vidve verjetno ste bile že bolj na kotalkah, pa smo potem na rolerje. Na kotalkah, saj jaz. Ne, jaz hvala, rečimo, ja, veš kaj, jaz pa kotalk, imela sem veš, nastavljive, so bile včasih, ko si jih kar na šuhe dal gor. In sem bila res zelo presenečena, ker kotalke tudi ni tako lahko najditi, ne? Da povem, da sem se kar mal namatrala, ampak uspelo mi je in absolutno vsi tisti, ki ste vzeli risbico, vas pozivamo, da darila tudi čim prej prinesete. Kdaj pa bo tisti glavni osrednji dogodek ali kako imate? Ja, v bistvu tako, da do 15. decembra si res želimo, da vsi prinesejo darila. Tule zadaj vidim, da so lepo zavili, nekateri zavijajo, drugi ne, kakorkoli prines darilo na infotočko City Centra. Mi pa potem po 15. decembru sukcesivno raznosimo po vseh centrih. Nena, kaj se ti našemiš, gospod Božiček? Ne. Pa bi lahko, ne? Ne, lahko pa povem, da si vsi centri dejansko naredijo svoj dogodek. Imajo božička, tem otrokom pričarajo pravo vzdušje in seveda v krogu svojih tistih družinic naredijo en tak lep dogodek, na katerega sem vedno povabljena. Ne uspem sicer na vse iti, ampak se vsako leto vsaj enega ali dva udeležim in moram reči, da veliko solzic preteče, tistih sreče solzic, ker vidiš, kako ti otroci čakajo na ta darila in pa seveda tudi zgodbe, ki se od zadaj odvijajo. Naprimer, lani smo se poslovili od rejniških staršev, ki sta, mislim, da več kot 25 let bila v tem sistemu in ta prva njihova hči, da tako rečem, ki sta imela v svoji oskrbi v rejniški družini,
je danes mamica, ima družino in seveda so tako kot starši, vsak dan se slišijo z njo. Mislim, to je res tisto, kar ti potem srček zaigra in kakšna solzica priteče. Verjamem, ampak a veš, Nena, da tudi na Radio Fantasy bo srček igral. Res? A kaj novega? Nekaj sem čula pravi, da se obeta nagradna igra in da bo City Center podaril kar za 500 evrov desetakov. Ja, tako je. A imaš kakega zram? City Centrovo srce, ne, sva rekle. Nimam, če mi ne dajo, ne, se veš. Kako da prideš brez. Ja, to moram takoj dati tam na infotočko, da vsi vi, ko boste to zadeli, vas čaka takoj naslednji dan, ko zadanete nagrado, pridete na infotočko in evo, zapravljate. Ja, nič, potem bomo pa rekli, da veselo poslušajte seveda Radio Fantasy. Potem pa bomo seveda tudi skupaj zapravljali z desetaki v City Centru Celje. Zapravljali pa boste lahko z desetaki že letos, ali pa si kakšnega privarčujete tudi za januar. Nena, ampak še vseeno, dejva samo eno stvar povedati. Dajva. Za vse tiste, ki recimo desetakov pri nas ne bodo dobili. Bojda jih zdaj lahko kupijo tudi na Petrolih. Seveda. City Center, torej infotočka, potem je online, desetak.si, potem so pa Petrolovi servisi. Tako da kjerkoli, kdajkoli, ali zvečer pred televizijo se spomniš, moraš nekomu podariti, lahko pošlješ direktno, ne? Ali pa Petrol, tankaš, si kupiš, ali pa seveda naš City Center Celje. Jaz še vedno pristajaš, da prideš kar na licu mesta, še koga srečaš. Točno. Ker konec koncev december je čas srečevanj, kavica, darila in pa seveda tudi shopping. Nena in Snežana, hvala, ker sta prišli. Hvala tebi. Malenkost, se pa vidimo seveda v City Centru na vlakcu, ne? Tako je. Bota zrihtale? Bova. Te ujamemo. Naredimo selfie. Super. Hvala vama in se vidimo kmalu.